Lep dober dan tudi z moje strani. Pozdravljeni na drugem koncu Slovenije, sončne Lendave. Vsekakor preden začnem s predavanjem, moram izraziti svoje čestitke za zastavljeno konferenco in izpeljavo. Mislim, da res velika dodana vrednost na splošno poznavanju ne le teh odnosov, ampak tudi judovstva na slovenskem območju. Tako da še enkrat vse čestitke, hvala lepa za povabilo. Sam sem se tudi odločal, kakšno tematiko predstaviti v sklopu tega simpozija. Menim, da nasplošno tematika odnosa med judovskimi in krščanskimi verskimi skupnostmi znotraj samega mesta, regije je pomembna, vendarle neobdelana tematika, predvsem na območju Slovenije. Govorim seveda o recimo obdobju dualizma, s katerim se tudi sam raziskovalno ukvarjam. Tako da sem si zadal, upam, da ne preambiciozen, preoptimističen cilj, vsaj na nek način prikazati neke temeljne smernice tega dogajanja. Tako da bom kar, če dovolite, delil prezentacijo in začel. Torej, vsekakor odnos med judovskim in krščanskim prebivalstvom. Kar sem sam mogoče opazil, da je bilo zelo smiselno predstaviti, je torej Donja Lendava kot taka, je že gospod moderator navedel, severovzhod Slovenije, absolutno na robu slovenskega kulturnega jezikovnega prostora. Verjetno v obdobju dualizma lahko govorimo veliko konkretneje o madžarski judovski skupnosti. Ampak kaj me je predvsem zanimalo, so številke. Torej, številke so dejstva, jih je nemogoče na nek način izkrivljati. In ravno zaradi tega sem si zadal na nek način cilj, da prvič predstavim, kaj sploh pomeni torej odnos med judovskim in krščanskim prebivalstvom znotraj številk, torej popisov. Treba je vedeti, da prvič Judje na območje Prekmurja, širšega Prekmurja, pridejo okoli leta 1700, prvi popisi Jude na območju Donje Lendave, današnje Lendave, omenjajo leta 1725, po tistem so omenjeni v vseh popisih, ki nastajajo približno na 10 let. Torej, evidentno je, da na nek način Judje predstavljajo 10% prebivalstva, torej kulminira ta številka leta 1910, torej na predvečer prve svetovne vojne, ko predstavljajo kar 13,99% celotnega prebivalstva Donje Lendave. Mislim, da je to tudi največji delež, ki ga lahko katerokoli torej večje mesto v Sloveniji z judovskim prebivalstvom prikaže, kar na nek način govori tudi o tem, da je dejansko območje mesta Donje Lendave ponujalo odlične pogoje za življenje te judovske skupnosti in za seveda prezentacijo njihovega religioznega življenja. Absolutno je vidno, da po letu 1920, konkretneje popisi iz leta 1921, število Judov upada, seveda gre za Trianonsko mirovno pogodbo iz leta 1920, ki je močno zarezala v judovsko skupnost. Še enkrat poudarjam, judovska skupnost Donje Lendave je bila pretežno, lahko pa rečem kar konkretno čisto večinsko madžarskega izvora. Judje so na to območje prišli z območja madžarskih mest in če se prej gospod Ravnikar, mislim, da ukvarjal z vprašanjem, od koder in zakaj so prišli na območju Prekmurja, v navezavi z Judi na to vprašanje precej enostavno odgovoriti. Torej, leta 1770 cesar Leopold I ali madžarsko Lipót az első izžene z Dunaja Jude, ki se naselijo na območjih okoli Eisenstadta, torej nekdanjega Kismartona, kjer jih sprejme Pál Esterházy, torej vsekakor ena pomembna rodbina, in nastane 7 judovskih skupnosti, Siebengemeinde ali hebrejščini Sheva Kehilot. Z teh območij se zaradi tega, ker območja kar naenkrat postanejo na nek način prenatrpana z judovskim življenjem, oni začnejo gibati proti jugu. Gibajo se pa na podlagi nekih dogovorov med zemljiško gospodo. Torej, treba je vedeti, isti Esterházy, ki so imeli v lasti območje Eisenstadta, so imeli vse do prve svetovne vojne v lasti tudi območje Donje Lendave. Tako podobno recimo za Mursko Soboto, družina Batanji, ki je imela v lasti Güssing, je bila tudi na nek način zemljiška gospoda Murske Sobote. Zato ni čudno, ni nenavadno, da so Judje, ki prihajajo na ta območja, predvsem iz tistih območij, ki so pod jurisdikcijo iste zemljiške gospode. Tako da v bistvu gre predvsem za gibanje teh judovskih trgovcev, obrtnikov, seveda govorimo o zelo primitivni obliki nekega trgovanja obrti, predvsem na podlagi nekih uslug, ki jim jih seveda prožijo
zemljiška gospoda v zameno za plačevanje davkov, dobro vemo pač uvedbo tudi judovskega davka, conscriptio Judeorum 1774 in tako dalje. Ampak, torej, drugo dejstvo je to, če predstavlja judovska skupnost približno 10, 12, 14% celotne skupnosti, je treba povedati, da je ostali delež, predvsem narovaš krščanske skupnosti, kljub temu, da od leta 1934 v mestu obstaja evangeličanska cerkev. Zelo zanimivo dejstvo je, da so pomagali obsežnim finančnim vložkom to cerkev evangeličansko graditi tudi Judje, ampak zaključimo lahko, da je preostali delež predvsem krščanov. Torej, dejstvo je judovska manjšina, ki pa obvlada večino gospodarstva, kulture, treba vedeti, prve časopise izdajajo Judje in tako dalje. In kakšen je odnos napram večini religiozni, torej krščanstvu. In ravno ta slika, ki jo vidite v ozadju, upam, da se koliko toliko vidi, prikazuje glavno ulico Lendavsko, na koncu cerkev Svete Katarine. In zelo zanimiv na nek način dualizem. Torej, v bistvu je bila večina glavne ulice napolnjena z judovskimi družinami, v središču glavne ulice pa cerkveni trg. In ravno s tem namenom naslednja slika, torej zelo redka razglednica iz obdobja 1904, ki je nastala v tiskarni Balkani Erna, mogoče bolj znanega, saj je v tej tiskarni nastala tudi prva ljudska pravica. Torej vidite Lendavski grad v lasti rodbine Esterhazy, na levi strani del cerkve Svete Katarine in na desni vilo tedaj najbogatejšega lendavskega Juda, torej Jožefa Polaka, sina velegospodarstvenika Lazarja Polaka. Torej vse to se na nek način stikalo na cerkvenem trgu. Zdaj neka fizionomija prostora, da bi sploh razumeli, kako deluje ena skupnost torej v obdobju dualizma, a v času dualizma tudi na nek način med verskimi skupnostmi. Torej, gospod Hajdinjak je prej zelo zanimivo predavanje imel tudi na temo geta in tako dalje. Torej, Donja Lendava kot taka ni imela sama zase judovske ulice nikoli ali strnjenega območja, kjer bi dejansko živeli le Judje. Torej, v bistvu oni so bili posejani po celotni tej glavni prometnici, ki je vodila v smeri torej od Lentija do Nadkaniže, imela daljše obdobje tudi naziv Nadkaniža ud, in pa spodnji ulici, ki jo bom kasneje prikazal. Sredi te pa cerkveni trg, torej to je na nek način že en dokaz tega, da vendar je tu prihajalo do sožitja in na podlagi svojih raziskav lahko potrdim, da je bilo sožitje med obema verskima skupnostima zgledno. Torej, omenil sem že zemljiške rodbine, ki so bile naklonjene judovskim priseljencem, to je dejstvo, torej treba je vedeti v Prekmurju. V drugi polovici novega veka, recimo v 18., konkretne 19. stoletju, živi velika večina Judov na območju današnje Slovenije. Sam jih ne bi mogoče poimenoval kot slovenske Jude, ker glede na njihov izvor so to vendarle Judje, ki prihajajo z območij, ki so bila Madžarska, ampak tudi niti ni to tako pomembna tema za ta simpozij. Kar je pa zelo pomembno, torej kot najpomembnejši spomeniki judovske prisotnosti na območju Donje Lendave, obstaja ena od dveh sinagog, prej omenjena mariborska tudi v Lendavi, je sicer novejša, Dolgovaško oziroma Donje Lendavsko pokopališče in nič več, torej na nek način hiše na glavni ulici. Zelo pomemben spomenik je pa bil porušen leta 1995, to je judovska šola iz leta 1850. Torej, tudi ta slika je zelo pomembna. Torej, med raziskovanjem gre za katastre iz leta 1864, ponovno torej glavna ulica, vidite grad v obliki črke L, zelo zanimivo, ki je bil pregrajen v obliko črke L, zahvalo cesarju istemu Leopoldu, ki je izgnal Jude iz območja Dunaja za njegove zasluge pri zaščiti tega območja pred Turki. Vidite cerkev Svete Katarine, Szent Katalina, glavno ulico, no ta del, tisti, ki poznate, gre seveda za Dolgovaško judovsko pokopališče. A kaj je zanimivo? Torej, še leta 1866 je zgrajena Lendavska sinagoga, a vendarle na območju nasproti cerkvenega trga je ena označba, ki bi lahko nakazovala, da je že tedaj šlo za sinagogo. Torej, še enkrat opominjam, gre za 3 leta pred izgradnjo sinagoge, torej znak je zelo podoben tukaj,
in na samem judovskem pokopališču. To je nekaj, kar je pred kratkim na nek način mi padlo v oko, bi bilo verjetno zanimivo za konkretnejšo znanstveno obdelavo. Katere so temeljne prelomnice, da ne zaidemo preveč s tematike na splošno odnose med krščani in Judi? Torej, 28. decembra 1867 je sprejet emancipacijski zakon, emancipacijski törvény, ki na nek način prinaša enakopravnost Judom na območju tedanje kraljevine Ogrske, tudi možnost do prezentacije seveda njihove vere in izničuje vse prejšnje zakone, ki bi ta zakon na nek način dodatno regulirali. Torej, to je tisto leto, s katerim dejansko na nek način Judje na območju kraljevine Ogrske postanejo enakopravni vsem ostalim veroizpovedim. Že leto kasneje sledi mogoče najpomembnejši dogodek, saj za recimo judovsko religiozno zgodovino Prekmurja v 19. stoletju, poznem 19. stoletju, Judovski kongres iz leta 1868. Torej, po samem emancipacijskem zakoniku, zakon iz leta 67, že oktobra 1868 pride do na nek način trenj znotraj judovske skupnosti, tedaj še enotne judovske skupnosti, na območju kraljevine Ogrske in oblikujeta se dve zelo pomembni struji, seveda ste si že slišali za njo. Ena je konzervativna, torej ortodoksna struja, druga je nekoliko liberalnejša neološka struja. In nasplošno na odnos med krščani ter Judi na območju Dolnje Lendave zelo pomembno vpliva dejstvo, da so se več ali manj vse judovske skupnosti na zahodu kraljevine Ogrske odločile za neološko strujo. Torej, gre za nekoliko liberalnejšo strujo, kar je tudi omogočilo to, da je prihajalo do mešanih porok pozneje. Torej, na nek način so se kar marsikatera judovska družina tudi oddaljila od religije, kar lahko na podlagi recimo svojih, torej približno 10 let že iščem potomce judovskih družin iz Lendave po svetu in v bistvu so ostanki religioznega življenja zelo, zelo majhni, torej zelo redko zasledim kakšno kipo, kakšen sidur ali kaj podobnega. Kakorkoli, to je očitno zelo močno vplivalo. Intenzivna mađarizacija v drugi polovici 19. stoletja. To je dejansko pomenilo, da je prišlo po na nek način državnem dekretu, seveda, zamisli do tega, da so si Judje spreminjali priimke, da bi tako bili seveda pravi Mađari. Podobno zelo kot leta 1787, ko so Judje morali prevzeti priimke, seveda tedaj nemške, da bi na nek način zveneli nemško, se je zdaj 100 let kasneje podobna zgodba pripetila seveda z mađarizacijo, kasneje bom navedel tudi en konkreten primer. Zdaj, domnevamo lahko, če sem na začetku povedal, da je približno 10% prebivalstva bilo judovskega, da je ostalih 90% prej ali slej na nek način postalo občutljivih, verjetno na socialni status. In v začetku 20. stoletja se pojavijo prvi zametki antisemitizma v lokalnih časopisih, absolutno vedno vezani na nek način gospodarsko prosperiteto teh judovskih družin, na to, da jim je šlo veliko bolje v primerjavi seveda ruralnim krščanskim prebivalstvom, ki je večinoma živelo na vaseh v okolici Dolnje Lendave. In vse skupaj je eskaliralo tako daleč, da je v 20 letih, ter tudi 30, celo 2 članka to navajata, prišlo do uničenja judovskih nagrobnikov na judovskem pokopališču. Torej, trenutno z vidika zgodovinarja bi bilo zelo nepošteno kogarkoli obtoževati, tudi čez 100 let potem za ta akt, ampak če razumemo vseeno neke tendence v tem obdobju in delež prebivalstva, na nek način judovske veroizpovedi, na drugi strani krščanske, lahko začutimo na nek način neke tenzije. Absolutno pride do nacionalnih trenj po propadu Avstro-Ogrske, torej Trianonska mirovna pogodba z 1920 je zelo, zelo neprijetna za judovsko prebivalstvo. Tukaj v bistvu tudi krščansko prebivalstvo, ki je živelo v Dolnji Lendavi, se je v večinski meri tretiralo za madžarsko govoreče iz madžarskega kulturnega prostora, ampak leta 1921 v Lendavi je le ena stvar bila hujša, da si Mađar, saj z vidika nove birokracije, ki se je tukaj etablirala, to je, da si madžarski Jud. In vsaj za 5 let, tudi na področju, tudi z področja recimo ustanavljanja podjetij, obrti in tako dalje, je opazno, da se ne ustanovi nobeno podjetje. Leta 1925 pa pride do spektakularnega, beseda spektakularna je uporabljena z namenom prevzema tedanjega hotela Krone, ki je bil v vlasti marsikatere družine, tudi Esterhazije, torej centralni lendavski hotel, strani judovske družine Eppinger.
Do tedaj so zakoni velevali, da ne sme noben jud kupiti nič 50 km od državne meje. To je seveda nove državne meje, ki je nastala kot posledica novo nastale kraljevine SHS, poznejše kraljevine Jugoslavije, ampak Eppinger je to uspel in šlo je v bistvu za en ogromen, na nek način tudi preskok v miselnosti in od tedaj, torej od leta 25 do 32, ko pride do svetovne, torej globalne gospodarske krize, lahko sledimo podobno na nek način prosperiteti. Na področju gospodarstva, ki je vodena na strani judovskih trgovcev, ne le na območju Dolnje Lendave, ampak celotne regije. Torej, judovski trgovci in obrtniki zaposlujejo večinoma krščansko delovno silo. To je dejstvo, ki mu lahko z lahkoto sledimo tudi skozi časopise. Se pa je koncem 30 let zelo zanimivo pojavilo novo gibanje, torej so začeli dejansko se boriti za delavske mezde in ogromno je bilo stavk. Kot konkreten primer ene velike stavke, verjetno predvsem zgodovinarji, mogoče tudi ostali, ste slišali za ogromno podjetje Našice na Hrvaškem. To je bila ena velika lesno pridelovalna industrija, ki je imela svojo podružnico tudi v Lendavi, na čelu katere je bil dolnjelendavski jud Geza Fejtür. No, že leta 37 so se dvignile stavke proti njemu in leta 39 je vse eskaliralo do te mere, da je dejansko se ustavila celotna proizvodnja v tej lesno proizvedbeni industriji Našička, kar za nekaj dni, tako da je utrpela industrija ogromno škodo in šele potem so na nek način uvedli 8-urne delavnike. Zelo pomembno, torej v prejšnjem sklopu je bilo govora o dobrodelnih društvih. To je segment judovskega življenja znotraj, torej judovskega otoka znotraj krščanskega morja, če sem na nek način malo simboličen, kjer so dejansko Judje neposredno vplivali na kakovost življenja preostalega prebivalstva. Torej, dobrodelno žensko društvo, dobrodelno društvo obrtnikov, ki so obstala se od 1870-75 let, je nesporno in zelo močno vplivalo na to, da se je počasi, a vendarle vztrajno dvigovala tudi kakovost življenja okoliškega krščanskega prebivalstva. Vsemu temu je na predvečer druge svetovne vojne prišlo do mešanih porok. Kar nekaj jih je bilo, je pa res, kar je treba tukaj izpostaviti, da so se Judje, predvsem dolnjelendavski, nekaj jih je bilo tudi iz murskega središča, torej iz prvega manjšega mesta preko Mure, na hrvaški strani seveda, odločali za prestope v evangeličansko veroizpoved. In ravno lani sem bil na eni raziskovalni poti v Južni Ameriki, v Čilu in Urugvaju, je kar nekaj oseb, ko so poskušali obrazložiti to tendenco napram evangeličanom, so rekli, da je bilo enostavno lažje prestopiti v manjšino in da je manjšina lažje razumela, torej verska manjšina seveda, lažje razumela njihove potrebe kot neke protoskupnosti, ki pa po drugi svetovni vojni več ni obstala. Torej, treba je vedeti, da po drugi svetovni vojni se vrne 23 Judov, to je številka, ki absolutno danes več ne velja, torej to je številka, ki se jo povzema iz leta 1995. Tudi tukaj treba obrazložiti, da se pač judovski obroč na Madžarskem od zunaj zniževal. Torej, marsikateri lendavski Jud je na koncu pristal v Budimpešti in zato bil zabeležen v Budimpešti. Podobno je bilo kar nekaj Judov z območja današnje Slovenije preživelo z Wallenberg potnimi listi, torej znanega švedskega diplomata. Kakorkoli, eden zadnjih Judov, oziroma kar zadnji, gospod Vajs Ladislav, Vajs Žigman je bil trgovec na glavni ulici, podobno, se je takoj po drugi svetovni vojni poročil z krščanskim dekletom in je po svoji želji tudi pokopan na krščanskem pokopališču. Torej, to je ena tendenca prehajanja, gibanja napram krščanskemu prebivalstvu, ki se je, mogoče beseda malce groba, ampak nepopravljivo začela z kongresom 1868, torej s tem, ko so pristopili k neološki struji. Tukaj bi mogoče dodal dejstvo, da obstaja možnost, da je na območju Lendave živel en ortodoksni Jud, šlo naj bi za Heinricha Teichmanna, Hinka Teichmanna, tovarnarja z sapunom, kot to navaja iz leta 1937 popis Dravske banovine, ampak to je trenutno nemogoče dokazati, tako da
To so neki segmenti tega dogajanja na območju Lendave. Zdaj mogoče dodam en časopisni članek, zelo zanimiv, torej z leta koncem 30-ih let, torej odnos do Judov, predvsem znotraj tega delavskega vprašanja, očitno je torej v drugi polovici 30-ih let delavsko vprašanje eskalira do te mere. Bom še pustil kako minuto ali dve, da si pogledate mogoče. Ampak dejstvo je, da neodvisno od tega je bilo sožitje kljub nekim manjšim nestrpnostim in bojem krščanskih slojev, ki se predstavljali nižji socialni sloj znotraj mesta, zgledno. In še danes, na nek način, predvsem med stranejšimi meščani, prevladuje zelo, zelo pozitivna konotacija do judovskega prebivalstva. Le še redki so tisti, ki se dejansko spominjajo njihovih deportacij, katerih se bomo spominjali čez 5 dni, torej 26. aprila vsako leto. In v bistvu ravno take konference, kot je ta, na nek način tudi dvigajo zavest do te tematike, kar sem na začetku morda želel povedati. Dejstvo, da v madžarski historiografiji je ta odnos recimo med verskimi skupnostmi kot pomembnimi dejavniki razvoja veliko bolj raziskan, kar pa je seveda z vidika tudi števila žrtev in dimenzionalnosti judovskih skupnosti na Madžarskem napram Sloveniji seveda razumljivo. No, en zanimiv primer, ki sem ga še želel mogoče za konec predstaviti, torej iz članka iz časopisa Oršolendvaj Hiradu, Šön Jenő, torej zapis, oglas, ki je po madžarizaciji kar naenkrat priimka, kar naenkrat postal Sijep Evgen, ki ga vidite tukaj, in iz judovskega trgovca Šön Jenőja je nastal krščan Sijep Evgen, katerega potomci živijo še danes. Torej, en konkreten primer tega prehoda in odnosa med skupnostmi. Tako na kratko nekaj virov in literature. Hvala lepa za vašo pozornost in še enkrat iskrene čestitke za izvedbo in hvala lepa ostalim predavateljem za zelo, zelo bogata predavanja.